Prav lep dober večer, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci iz Celja. Jubilejna 30. sezona slovenskega nogometnega državnega prvenstva se je danes začela. Res da z 10-dnevno zamudo, pa vendarle začela se je s tekmo med Taborom iz Sežane in Koprom. Z 1:0 so bili boljši Sežanci. Če sem videl prav Marandiči, medtem je Bravo dobil tekmo proti Domžalam z 2:1. Še enkrat Bobičanec iz kota. Streli gol! Kouter! Hitro so sedaj povedli gosti. Že na začetku 4. minute žoga je prišla do Nina Koutra in Mura vodi z 1:0. Odličen začetek za ekipo Anteja Šimundže. Ja, izjemen zadetek novopečenega reprezentanta, kot da ga je vse to še bolj spodbudilo. Novak, lepa žoga Novaka za Kerina in mimo gola! Kako tista prava želja, zgodba in motiv vseh 22, ki v tistem trenutku tekme sedijo na klopi ali kjerkoli drugje. Cipot je tam, mislim, da udaril po obrazu enega od branilcev Celja. Da je počakal na pomoč soigralcev. Še enkrat Amadej Maroša, spravil žogo Bobičanec in gol! Tole je nevarno. Zadetek Bobičanca na začetku 62. minute za 2:0. Ja, takšne situacije so za Luko enostavno kot naročene. Pravzaprav raje dobi takšno žogo kot žogo ali udarec bele točke. To je tisto, kar... Bobičanec preigrava priložnost za Muro. Rozman pravočasno iz vrat. Želimo mu lahko, da bo tako dobro igral tudi v Talinu. In potem tudi Mura je skočila prvo evropsko oviro. Nova priložnost za goste. Bobičanec in odlično Rozman. Ja, krasno kosi tam na desnem. Ja, nismo navajeni izgubljati, če se malo pohecam. Kaj reči, Mura je že po tradiciji naš neugoden nasprotnik, danes so popolnoma zasluženo zmagali. Imam dva izgovora, če se lahko malo pohecam, da štartamo vedno slabo in da smo bili z glavo že na sredini tekmi. Tako da naša podoba danes ni bila prava, to se fantje zavedajo, vemo, da lahko veliko bolje. Mura je dobro odprla tekmo, mi smo kasneje lovili, ni bilo vse tako slabo, ampak na postavljeno obrambo imamo že itak probleme, ne samo mi, tudi boljše ekipe od nas, tako da Mura disciplinirana, zahtevna, tako kot vedno in danes se nam zadeve niso išle. Nič, glave gor in pomembne tekme nas čakajo in to je samo dokaz tudi fantom in meni, da v zadnjem času se nam veliko dogaja, imamo veliko obveznosti, veliko se z vseh strani dogaja okoli kluba tudi in evo, taka podoba je pač mogoče tudi moment, da se spet vrnemo k osnovam, tisto, kar smo dobro delali in se dobro pripravimo za sredo. Ni bilo nobenega kamna na mojem srcu, da bi se mi odvalil. Enostavno, mi smo prišli sem oddelati tekmo, želeli smo si vse 3 točke, bili smo disciplinirani, mislim, da smo glede na prikazano zaslužili vse 3 točke.